Spoštovani župan občine Veržej Drago Legend, bivši župan Slavko Petovar, spoštovana ravnateljica Marija Ferenc, slavnostna govornica magistrica Ksenija Sršen, cenjeni gostje. Jutri praznujemo Dan kulture, slovenski kulturni praznik ali Prešernov dan, kot ga tudi imenujemo. Ob tej priložnosti se spomnimo na doktorja Franceta Prešerna, našega največjega pesnika, ki mu usoda ni namenila srečnega življenja. Danes se nam zdi, da je vse življenje iskal neki notranji mir. Nikoli ni bil bogat, a nam je zapustil neprecenljivo bogatstvo. Iz ljubezni do svojega naroda je slovenščino prav svojo poezijo povzdignil na raven drugih evropskih jezikov, v katerih so pisali svetovni mojstri poezije, Dante, Petrarka, Shakespeare. Svojo poezijo je dal za nos tudi svojim naslednikom, ki v današnjem času v svoje verze in rime upletajo naš čudovit jezik. Vsi narodi, ki hrepe ne dočaka dan, na koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Darojak, prosbov vsak nevrak, leso se bo mejak. Darojak, prosbov vsak nevrak, leso se bo, nevrak, leso se bo mejak. Na oder vabim slavnostno govornico, magistrico Ksenijo Sršen. Cenjeni župan, gospod Drago Legend, cenjeni ljubitelji kulture, spoštovane gospe in gospodje. Dovolite mi, da se vam na začetku prav lepo zahvalim za povabilo k slavnostnemu nagovoru. Čeprav je dobršen del mojega življenja pospremljen z najžlahtnejšo sopotnico kulturo in čeprav mi koncertne dvorane in odri niso tuji, še zlasti domač mi je ta veržejski oder, moram vendarle priznati, da mi današnji govor predstavlja poseben izziv. Nocojšnji večer je namenjen kulturi in zato bom z vami delila nekaj misli o njej, kakor jo razumem jaz. Kultura je sicer kratko zapisana beseda, a bogato razvijan pojem, ki je z neštetimi nitmi vpet v naše življenje. Čeprav se nam včasih zdi, da je kultura visok in oddaljen pojem, pa to zagotovo ni. Muzika noster amor, v prevodu glasba naša ljubezen, skladatelja Jakobusa Galusa je pesem, ki sem jo v družbi pevcev zapela mnogokrat. Prepričana sem, da sem si v svojem življenju izbrala najlepšo prostočasno dejavnost, namreč tisto, ki me izpopolnjuje. Zagotovo sem imela tudi nekaj sreče, saj mi je bil kanček daru za glasbo podarjen. Vztrajnost, trdo delo in ljubezen do glasbe pa so mi posredovali ljudje, ki sem jih srečala na svoji poti odraščanja. Glasba, natančneje petje v pevskem zboru, nas je skupino zelo različnih ljudi, ki so v nekih drugih okoliščinah ne bi spoznali in spoprijateljili, združilo, družilo in osrečevalo. Zato pojem kultura zagotovo najprej razumem kot ustvarjanje in poustvarjanje, kot umetnost in poslanstvo. Kultura ima za Slovence velik pomen. Že pogled v slovensko zgodovino nam pokaže, da kultura od nekdaj določala in osmišljala slovenski narod. Z njeno pomočjo je lahko tako majhen narod preživel
stoletja prevlade tujcev in s ponosom ohranjal svoj jezik in narodno identiteto. Slovenci nismo preživeli, ne zaradi naravnih danosti, ne zaradi vojaške moči, temveč zaradi besede in svojega duha. Preživeli smo, ker smo imeli pesnike, pisatelje, slikarje, arhitekte, umetnike skratka. Stebri kulture iz preteklosti, kot so Primož Trubar s prvima slovenskima knjigama Abecednik in katekizem, Anton Tomaž Linhart in gledališče, France Prešeren s svojo poezijo, Ivan Cankar, proza in dramatika, Jakobus Gallus s svojimi svetovno znanimi moteti ter madrigali, Jože Plečnik, kiparstvo in arhitektura, je samo nekaj umetnikov iz seznama, ki je neskončen in ki so nas, Slovence, postavili ob bok evropskim in svetovnim narodom. Tudi danes na teh stebrih kulture iz preteklosti stoji vso nadaljno kulturno udejstvovanje Slovencev. Le to danes utripa v raznolikih izrazih. Poleg žlahtne profesionalne ostaja prav tako pomembna ljubiteljska kultura in z njo društveno življenje. Ljubiteljska in profesionalna kultura se ne izključujeta, temveč se dopolnjujeta in hodita z roko v roki ter plemenitita druga drugo. Ljubiteljska kultura v Sloveniji je množična, raznolika in izjemno kakovostna. Tudi v Veržeju kulturni ustvarjalci tlakujejo pot naše kulturne prepoznavnosti že več kot 130 let. In reka Mura v svoji strugi nosi veliko bogastvo kulturne dediščine. Zato je prav, da prepoznamo in cenimo vrednost ustvarjalcev, ki nadaljujejo naše kulturno izročilo, ki razgalijo svojo dušo in jo postavijo na oder in se s tem izpostavijo. Bodimo hvaležni, da imamo Slovenci toliko umetnikov, ki našo kulturo držijo na tako visokem nivoju. Zagotovo drži, da ne moremo biti vsi po vrsti vrhunski umetniki, slikarji, pesniki, plesalci, glasbeniki. Zato je vendarle v precejšnji meri potreben tudi talent. Talenti v kulturi in umetnosti pa, enako kot denimo v športu ali znanosti, niso prav gosto posejani. Vsak, ki obiskuje glasbeno šolo in se uči igrati na inštrument, ne bo postal vrhunski glasbenik. Bo pa morebiti postal pozoren poslušalec. Takšen, ki bo znal prepoznati in ceniti trud ter veščine izvajalca. Saj bo v letih učenja pridobil delovne navade, ki jih bo kasneje lahko uporabil na drugih življenjskih področjih. In vsak, ki bo prebral številne knjige, ne bo pisatelj, bo pa zato morda reden obiskovalec literarnih večerov, knjižnic in knjigar. Kultura naroda pa ni le plod naših odličnih ustvarjalcev, saj pojem kulture že dolgo več ne označuje samo umetniške in intelektualne dejavnosti. Kultura je plod vseh nas, izhaja iz naših dejanj, prepričanj, vrednot, iz sposobnosti prisluhniti drugim in jih slišati, iz sposobnosti voditi kulturen dialog. Govorim o kulturi našega vsakdana. Menim, da se vsaka kultura začne ali pade na nivoju osebne kulture. To je tisti temeljni princip, ki nas vse določa. Biti kulturen pomeni biti srčen, vljuden, prijazen, spoštljiv, sočuten, omikan, dostojen, spodoben. Biti kulturen pomeni imeti v sebi vgrajen tisti nek občutek in čut za vse lepo, dobro in kar je prav. Do izraza pride v vseh in vsakršnih odnosih, tako do samega sebe, do sočloveka
in do življenja nasploh. Predstavlja na svetu, je naš izraz in naš obraz. To, kakšen bo ta obraz, je odvisno tudi od tega, v kolikšni in kakšni meri smo imeli možnost in priložnost s kulturo srečati se, skozi vsa obdobja življenja, vse od zgodnjega otroštva naprej. Biti kulturen ali ne, je stvar vzgoje, odločitve in prav tako izbire. Kultura se torej nikoli ne dogaja nekje daleč stran in prav zato jo je težko spregledati. Nastaja iz ljudi in za ljudi. Prepričanje, da kultura živi v ozkih krogih izbrancev, je zato povsem napačno. Danes smo lahko srečni, da je eden naših najvažnejših državnih praznikov prav dan slovenske kulture. Praznik slovenske kulture je dan, s katerim izražamo svojo zahvalo in spoštovanje vsem, ki so svojo ustvarjalnostjo in dosežki pustili neizbrisen pečat v naši kulturni zakladnici. Predvsem pa je praznik, s katerim se Slovenci poklonimo liku in delu našega največjega pesnika, Franceta Prešerna. France Prešeren je bil svobodomisen človek, ki je že v času svojega ustvarjanja verjel v svetlo prihodnost slovenskega naroda, ki se je že v času svojega ustvarjanja dobro zavedal moči kulture in misel o enakosti, prostosti in enotnosti izpovedal prav v Zdravljici, ki jo Slovenci s himno še danes širimo v svet. Zdravljico je opesnil upanje slovenskega naroda po času miru in sožitja. Še zmeraj nam kaže pot prihodnost in nas opominja. Naj bo svet tudi tisto, kar želimo in ne zgolj, kar živimo. Da si je za mir in sožitje potrebno dejavno in smiselno prizadevati. Naj nam bo ta misel vodila tudi v teh časih, ki zahtevajo od nas veliko potrpežljivosti, prilagodljivosti in predvsem vztrajnosti, da vedno znova iščemo pot naprej. Spoštovani, ob slovenskem kulturnem prazniku vam iskreno čestitam. Vsem kulturnim ustvarjalcem se zahvaljujem za njihov doprinos. Vsakemu izmed vas pa želim čim več kulture na vseh področjih življenja. Doktor France Prešeren je ime, ki ga pozna že vsak najmlajši Slovenec. Vedno znova in znova se srečujemo z njim, spoznavamo njegovo življenje, njegovo miselnost in kulturno delovanje. Njegove pesmi popisujejo in izražajo temne in svetle strani človeškega življenja, pekel in nebo. Nekatere so žalostne na robu obupa, tragične, druge pa svetle, vesele, zabarljive in vedre. Leta 1991 nas je Slovence ponesla njegova pesem Samostojnost, na katero smo danes zelo ponosni. Njegova pesem je naša himna. Njegova pesniška beseda nam je še vedno izziv, v katerem znova in znova najdemo nekaj novega, nekaj, kar nam vedno znova vzbuja ponos, da smo Slovenci. Piše se leto 1836. Svet ni ne boljši, ne slabši kot danes, samo drugačen je. Malce manj udoben je, toda sproščen. Moda v tistem času damam zapoveduje nošnjo klobukov, okrasnih pentel in dolgih kril. Gospodje nosijo hlače, telovnike, cilindre in sprehajalne palice. Med prebivalci deželnega glavnega mesta Ljubljane je bilo mogoče srečati leta 1856 tudi Franceta Prešerna. Pesnikov obraz je bil podolgovat, na njem so bile drobne sive oči. Nad širokim čelom so valovali mehki in temno rjavi lasje in mu padali na ramena.
Imel je nekoliko nagnjen nos, majhna usta in okroglo brado s plitvo jamico. Največkrat je bil ogrnjen s pelerino, na glavi pa je nosil cilinder. Gospod doktor se je rodil v Gorjenski vasici Vrbi 3. decembra leta 1800. Študij prava je končal na častitljivi Dunajski univerzi z odličnim uspehom leta 1828. Dandanes je ta mož znan vsakemu Slovencu, v tistem času pa ni bilo tako. Seveda se je tudi vedelo, da Prešeren piše pesmi. V meščanskih salonih so bili znani njegovi soneti v slovenščini in nemščini. Noch strahlet fort der Augenschein, wie sonst erstrahlte himmlisch rein. Die Wange blüht, wie sie geblüht, wie die Morgenröte glüht. Der Mund, der lächelt lieblich fort, noch ist aus ihm süß jedes Wort. Die Zeit verdunkelte den Schnee des Busens nicht, er glänzt wie eh. Schön ist geformt der Fuß, die Hand, der Leib wie sonst das Augenfand. Noch blieb der alle Lieblichkeit und jeder Reiz aus voriger Zeit. Der Glaube nur ward mir geraubt, mit dem ich einst an dich geglaubt. Weg ist der heilige Glorienschein, den nur der Glaube gibt allein. Ihn nahm hinweg ein einziger Blick, ihn bringt nicht wieder, kein Geschick.
du, was du warst für mich, die ich als Gottheit einst verehrt, hat nur des schönen Weibes Wert. Vrnimo se v Prešernov čas in prisluhnimo temu znamenitemu Slovencu. Ja, težki časi so bili pred Slovenci, kajti za uglednega in časti vrednega je veljal človek, čigar zapi so cingljali in se svetili novci. Za nas, poete, pa je bilo še težje. Svoje pesmi sem objavljal v pesniškem zborniku Kranjska čebelica. Takratni cenzor, brezmejno oblastni Jernej Kopitar, je na vse mogoče načine oviral zbornik, ter se počutil ogroženega od praktično vsakega literarno talentiranega Slovenca. Zato sem napisal sonet, Apel in čevljar, v katerem sem želel sporočiti, naj se ne vtika na področje, na katero se nas pozna. Apel podobo na ogled postavi, ker bolj resnico ljubi, kakor hvalu, zad skrit vse oprek posluša, kaj z jalomevno, kaj umetnjenje pravi. Pred njo skupiti čevljaček se stavi, ker ogleduje smolec v ovalu, jer meni, da ima premalo. Kar on učita, ko apel popravi. Ko pride drugi dan spet mož kopitni, namest, da bi šel del po svoji poti, ker čevlji so pogodi, meč se loti. Zavrne ga obraznik imenitni in tebe z njim, kdor napačen si učitelj, rekoč, le čevlje sodi naj kopitar. Svoj prosti čas sem najraje preživljal s prijateljem Matijo, veliko pa sem se družil tudi z Andrejem. Spomnim se, ko mi je Matija ponudil suhe fige, ki mu jih je poslala mama. Bile so tako sladke in polnega okusa, da sem jih začel tudi sam kupovati in deliti otrokom. Začeli so me klicati doktor Fig Fig. V njihovi družbi sem vsaj za nekaj trenutkov pozabil na nesrečno življenje. Večkrat smo sedeli pod mestno lipo, pripovedal sem jim pesmi, ki so bile zanimive, otroci so jih res zanimanjem poslušali. Stoji, tam lipica, pod lipo hladna senčica, pod lipo miza kamnata, pod 4 vogle rezana. Stolov 12 okrog stoji, na njih sede fantje mladi. In prileti tja ptičica, predrobna ptica ščinkavka. Usede se na lipico, zapoje lepo pesmico.
Rdeča nit Prešernovih poezij je neuslišana ljubezen, ki je bila njegova stalna spremljevalka. Ljubil je domovino, ljubil svoj narod, ljubil je dekleta, čeprav se je večkrat opekal. Ponavljajoče se neuslišane ljubezni so v poetu zbudile čustva, polne bolečine, ki jih je zato za tolažbo izlil na papir. Ko ga je zavrnila Zalika Dolenčeva, jo je kaznoval s pesmijo Povodni mož. Ne boj se ti, Urško, le hitro mi stopi, ne boj se grumenja, ne boj se potohov ti mojih šumenja, ne boj se vetrov mi prijaznih vršenja. Le urno obrni plete, le urno, ker pozno je že. Ah, malo postojva, preljubi plesavec, da jaz se odahnem, da noga počije. Ni blizu do bele Turčije, ker Donav Sovo se bistro izvije. Valovi šumeči te Urška žele, le urno obrni plete. Plesala sta, ko bi jo nosil vihar. Na bregu Ljubljance se trikrat zavida, plesajo valove šumeče planila. Gospod Prešeren, kaj pa Julija? Ah, Julija, Primičeva Julija, da nikoli ne bi šel v Trnovsko cerkev. Bila je ljubezen na prvi pogled, ampak Julija je bila zame nedosegljiva. Nisem bil bogat, niti dovolj dober zanjo, zato je ostala moja neuslišana ljubezen. Svoj obup sem, ta srčna bolečina pa je izrazila sonetni venec, ki sem ji ga posvetil. Poet, tvoj nov Slovencem venec vije, ran moj bo spomin in tvoja hvala. Iz srca svoje so kali pognale, mokro cveteče rožice poezije. Iz kraja niso, ki v njih sonce sije, cel čas so blagih sapit pogrešvale, obdajale so utrjene skale, viharjev jeznih mrzle domačije. Izdihljaji suze so jih redile, jim moč so dale rasti neveselo, ur temnih so zatirale iz sile. Lej, tole bledo, njih cvet je velo, jim iz oči ti pošli žarke mile, in gnala bodo nov cvet bolj veselo. Spoznal sem, da me Julija ne ljubi, poročila se je z drugim in tako sem ostal sam. Svoj obup sem izrazil v pesmi Kam. Ko brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo me kam. Vprašajte raj oblak neba, vprašajte raj je val morja. Kadar mogočni gospodar drvi sem ter tja vihar. Vprašajte raj oblak neba, vprašajte raj je val morja.
Gospodar, drvi jih sem ter tja vihar. Oblak ne ve in val ne kam nese me, obup ne znam. Samo to znam, samo to vem, da pred obličje ne smem. In da ni mesta vrh zemlje, kjer bi pozabil to gorje. Samo to znam, samo to vem, da pred obličje ne smem. In da ni mesta vrh zemlje, kjer bi pozabil to gorje. Ko brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo me, kam? Vprašajte raj, oblak neba, vprašajte raj, val morja. Kadar mogočni gospodar drvi jih sem ter tje vihar. Oblak ne ve in val ne, kam nese me obup ne znam. Samo to znam, samo to vem, da pred obličje ne smem. In da ni mesta vrh zemlje, kjer pozabil bi to gorje. Strune, milo se glasite, milo pesmico žaluj. Srca bolečine skrite, trdo srčni oznanuj. Kak bledi mi moje lice, kak umira luč oči. Kak tako iz njih solzice, ki ljubezen jih rodi. Od želja, kako zdihuje, po njih hrepeni srce. Kak mu je veselje tuje, kak od sreče nič ne ve. Da bi bila nesreča še večja,
je smrt drugega za drugim gonobila njegova najboljša prijatelja Matijo Čopa in Andreja Smoleta. Kljub temu se ustvarjanju ni odpovedal, čeprav je postalo drugo ime za trpljenje. Tako je nastala pesem pevcu, ki na trpek način govori o usodi pesnika. Kdo zna noč temno razjasniti kitare duha? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce od zora do mraka, od mraka do dne? Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni, brezup prihodnji odzet spred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori? Kako biti hočeš poet in ti pretežke v prsih nosit? Al pekel, al nebo. Stanu se svojega spomni, trpi brez miru. Pozna 30. so bila najbrž najnižja točka v Prešernovem življenju. Zapletel se v vezo z rosno mlado Ano Jelovškovo, ki mu je rodila 3 otroke. Ob rojstvu Ernestine, ki je bila njun drug otrok, je napisal pesem Nezakonska mati. Kaj pa je tebe treba bilo, dete ljubo, dete lepo? Meni mladi deklici, neporočeni materi. Oče so kleli, tepli me, mati nad mano jokali se. Moji se mene sramvali so, tuji za mano kazali so. On, ki je bil sam ljubi moj, on, ki je pravi oče tvoj, šel je po svetu, Bog ve kam, tebe in mene ga je sram. Kaj pa je tebe treba bilo, dete ljubo, dete lepo? A te je treba bilo ali ne, vendar presrčno ljubim te. Meni nebo odprto se zdi, kadar se v tvoje ozrem oči. Kadar prijazno nasmeješ se, kar sem prestala, pozabljeno je. On, ki ptice pod dnevom živi, naj ti da srečne, vesele dni. A te je treba bilo ali ne, vedno bom srčno ljubila te. Prešeren je ob pomoči in svetovanju prijatelja Matije Čopa vnesel v našo književnost različne pesniške oblike. Sonet, balado, romanco, gloso, ep, gazelo. Da bi dokazal, da je slovenščina enakovreden jezik drugim svetovnim jezikom. Jakob, omenil si gazelo. A ni gazela žival? Ja, ona je, ampak gazela je tudi nežna ljubezenska pesem. Prisluhni, kako mojstersko je Prešeren zložil. Žalostna, komu neznana je resnica, da jo ljubim. V pesmih moja vedna samo govorica, da jo ljubim. Veže noč, ki bridko sliši, zdihovati me brez spanja. Veže svitla zarja, dneva porodnica, da jo ljubim. Veže jutro, veže poldne, veže mračni hlad večera, tiho tožbo mojega bledga vevga lica, da jo ljubim. Veže roža, ki pri poti, koder draga hodi rase. Veže mokri prah nje hiše, vsaki kamen blizu njega in ve, ki mimo vodi me stevica, da jo ljubim. Veže vsaka stvar, kar vedeti in kar slišati od mene in verjeti noče, draga mi devica, da jo ljubim.
Ker je cenzor Jernej Kopitar leta 1844 umrl, sem začel resno razmišljati o izdaji knjige svojih pesmi. Tako so leta 1846 končno zagledala luč sveta poezija, ki jih uvaja 4-vrstičnica. Sem dolgo upal in se bal, slovo sem upal, strahu dal, srce je prazno, srečno ni, nazaj si up in strah žali. Vsi ti uspehi pa so prišli prepozno, kajti bolezen je nezadržano napredovala. Pesnik je umrl v Zori 8. februarja 1849 v Kranju, kjer je tudi pokopan. Odtlej je Prešeren za generacije Slovencev mnogo več kot zgolj eden iz vrste literatov. Je kratko malo naš pesniški genij. Spremlja nas od rojstva do smrti. Časi se spreminjajo. Prešernovo delo pa ostaja čvrsta skala nemenljive lepote v razpenjenem morju minevanja. Avtorja knjige Balkanska lepotica, gospoda Borisa Brunca in urednika gospoda Roberta Titana. Dobro večer. Upam, da se ob tej hitri menjavi dobro slišimo in obljubljam, da ne bomo predavali. Najlepše pozdravljeni tudi v imenu Borisa Brunca, avtorja iz domačih krajev, avtorja knjige Balkanska lepotica in založbe Polosokran iz Prekmurja, pozicionirane v manjši vasi poleg Murske Sobote. Vesel sem, da sem lahko tu z avtorjem iz teh koncev in pravzaprav sem vesel predvsem, da se lahko navežem tudi na slavnostni govor, ki smo ga danes slišali, ki je bil odličen. Kultura je jedro narodove biti. Ne zato, ker nas vzpostavlja kot narod, ne zato, ker tudi lahko dosega rezultate kot športniki, ampak predvsem zato, ker je način človeške komunikacije, pa tudi če je ljubiteljska ali vrhunska ali kakršnakoli, je kultura nekaj, kar ohranja našo človečnost, nekaj, kar nas služi in ne razdvaja, da je pravzaprav ta slavnostni nagovor bil tisto, kar sem si v tem kulturnem prazniku tudi ob nekaterih nepotrebnih razdorih na državni ravni, ki jih ne bi izpostavljal, želel slišati, tako da najlepša hvala za ta resno veliko. Dobro večer vsem skupaj tudi z moje strani. Počaščen sem, da lahko v svojem kraju predstavim to svojo knjigo in moramo povedati, da še mi nikoli ni bilo tako nekako toplo pri srcu, pa tudi nikoli nisem čutil takega, nekega adrenalina vse, kot sedaj, ko predstavljam to knjigo tu doma. Sva prepotovala okrog, pa sva se vse posod, ampak nekaj najlepše, ko lahko tu pred vami sedim in vam nekaj povem v tej moji knjigi. Ampak ta knjiga se najprej, preden se začne ukvarjati s problemom solidarnosti, bližine, pomoči med ljudmi ukvarja z nečim popolnoma tudi. Jedro zgodbe so pravzaprav začetek izhodišče, razdori, ki jih poznamo izpred 30 let, tudi čas, ki je nazadnje pripeljal tako po eni strani do pozitivnih stvari, kot je naša država, po drugi strani, da so ga tudi
do vsega tistega nesrečnega dogajanja nekoliko stran od nas. Zdaj, kaj je ta osnovno jedno začetek zgodbe Balkanska lepotica? Ja, v bistvu vsa moja literatura se nekako navezuje na to območje nekje prostora v Muri in potem nekako probam na nek način vklopiti tudi ostalo, malo bolj globalni svet, ampak tu sem se predvsem opredelil nekako na to, v tistem posttranzicijskem času, ko je Slovenija postala samostojna in z velikim upanjem na vse mogoče dobre in slabe stvari so se vedno še dogajali nekaj, kar ima še danes velike posledice tudi za nekatere ljudi takrat in danes. Osrednja osebnost tega romana je Angelika, to je preprosto dekle iz Murske Sobote, ki je zaradi tega, ker je pač, ko je vojna mašinerija odšla iz Slovenije, vzela samo tudi njenega očeta, ki je bil takrat častnik Jugoslovanske ljudske armade in ni hotel prestopiti na stran slovenskih gospoditeljev. In je tako Angelika ostala svojo materjo sama v enem blokovskem naselju v Murski Soboti, brez vseh sredstev, brez vsega in je v bistvu takrat kot mala deklica nekje komaj še rojena, začela občutiti tisto trdoto novega časa, jaz temu rečem. In s tem je tudi se začela njena zgodba, njena pot, ki je huda, trda in vse mogoče stvari so jo spremenile, na koncu je obolela njena mati in je tudi takrat še morala kot otrok nekako negovati svojo mater in takrat je sama pri sebi zapovedala in dejala, da bo njeno življenje teklo na poti, da bo pomagala ljudem, predvsem v smislu dobrodelnosti. Do te dobrodelnosti pa pravzaprav pride po enem čudnem naključju, denar, ki njej omogoča postati, ne samo urediti svoje življenje, ampak postati dobra dobrotnik tudi do ostalih, ki pravzaprav nima pozitivnega izbora. Ne, zdaj vemo, da se je dogajalo marsikaj. Angelika je do svojega 20-25 leta sploh ni vedela, kdo je njen oče bil, ker ga ni bilo potem več, ko je že bila odrasla, kje so njeni sorodniki in tako je nekako po naključju srečala fanta, s katerim sta prijateljevala in sta nekako se odločila, da se peljete v Srbijo, odkud je izvira njen oče, da razišče za to zgodbo, da vidita, kje je to, kdo je to. In seveda Angelika se je podala na pot, ni pričakovala ničesar in na koncu, ko je prišla tja, je čakalo veliko presenečenje. Tega presenečenja avtor seveda hoče izdati, zato ker, kako pravijo, najhujše, kar se ti zgodi, ko bereš knjigo, je, če na 12. strani kriminalke, ki jo vzameš v knjižnici, nekdo napiše, kdo je morilec. In potem ti ostane še 270 zanikih več. Ni treba prebrati, ampak literatura seveda ni samo končna poanta posameznega dela, zaključek zgodbe, ampak od ljubiteljske do vrhunske ravni, predvsem nek estetski odnos do obdajajočega okolja, da si svet, ki ga gledamo z očmi, pričaramo z besedami še lepše, bi jaz rekel. Ti si sicer tudi pesnik, koliko bolj kot dejansko te globalne teme, ki so vedno izhodišča bolj proznega ustvarjanja, to okolje, iz katerega rasteš kot človek in ustvarjanec, vpliva na tvoje drugi pol tvojega literarnega ustvarjanja pesnjenja. Ja, to pesništvo je nekako nam, poznam svoje strice, tudi nekako položeno zidko in seveda nekoč je šla ena moja zbirka pesmi, ki se pač navezuje na to območje, na kraj ob Muri. In seveda tudi vsako svojo novo delo, zdaj že moje 5. delo, pripravljeno 6. potem nadaljevanje od tega, je sključil z neko pesniško seanso, kjer se potem pojavi neka pesem,
ki je seveda spet izvira iz neke moje nove zbirke in tako se potem tudi pesniško prepleta. In seveda, da ostanemo pri tem, Angelika ne predstavlja samo neko trpečo ikono in neko osebnost, ki potem na koncu postane nekaj čisto drugega, predstavlja tudi lepoto. Vse moje knjige so pisane nekako tako, da je precej ljubezenski seans, ne govorim za neke erotike, ampak je tista ljubezen med človekom, med ljudmi, ne vem, kdorkoli si je nekako vedno dobrodošel v tistem njenem okolju in prav ta lepota izžareva iz njih, tudi mali temperament balkanskega žara in vsega skupaj, postavite Angeliko potem na neko mesto, kjer v bistvu ona zavzame ta neki scenski prostor, kjer lahko rečem tudi rock scena, nekaj takega povedano s tem, ker je prepoznavna po celem tem balkanskem področju, predvsem zaradi tega, da spet malo nazaj, da seveda bom povedal, zakaj se gre. Angelika je postala neverjetno bogata, po tistem, ko je spoznala svoje sorodnike v Srbiji, ker je njen oče takrat prestopil na srbsko stran in je nekako hotel, da ne bi orožje šlo na bojišče, preprodaja orožja, bil največji preprodajalec orožja na Balkanu je bogatel. In seveda ta denar, ta bogatstvo se je skupčevalo in on je pač zapisal, da vse tisto, kar njena družina njegova porabi za svoje poslovne stvari, naj porabi, ostalo pa čaka Angeliko. In Angelika je na to breme se ni bila pripravljena, da je na koncu neko breme, ki je prej bilo neka želja potem, da bi nekako vse bila za kruh, za študentske čase, ko se je preživljala preko raznih del, sedaj pa ne ve, kaj bi s tem počela. Seveda takrat se začne ta dobrodelnost. Ampak tu se dogaja neverjetne stvari, tu je toliko teh nekih spotika, ne vem, celo še eno stvar razlupam. Angelika izgubi v tem času svojega najdražjega, to je Jan, in seveda zaradi nekako ljubosumnosti matere tega fanta, to je bila tudi ena družina, ki so bili zelo bogati, ki so tudi po tajkunskih vejah obogateli, nekako ni hotela, da bi Angelika nekako se še s njim naprej družila in ko sta nekoč prenočevala z njenim Janom, nekje pod Pohorjem, tam neki vili, je ta mati naročila oboj te Angelike, balkanske lepotice, čez ona tega ne bo prenašala, je bila sicer nekoliko zmedena, tudi psihično. In ta, ne vem, kako bi rekel, kriminalec, ki je pač to izvedel, to dejanje, je nekako pomešal stvari in je v naključju nekako zadev sina, se pravi Jana. Jan je bil takrat hudo ranjen, so ga odpeljali v bolnišnico, kjer se je še več mesecev boril za življenje, potem je tako umrl. Ampak največji problem je bil s tem, da je potem Angelika naenkrat postala neka kriminalna zgodba in so jo zaprli po nedolžnem, kot se te razne stvari so v Sloveniji dogajale, in nekako ni mogla dokazovati svoje nedolžnice, ker so se opirale neke dokaze na tistem strelnem orožju, ki je takrat tam obležalo in je ona pobrala. In seveda hočem povedati naprej, da se je trpljenje nadaljevalo celo njeno življenje in celo pot, tudi takrat, ko je bila kot predstavnica dobrodelnosti, ker se je potem napotila ko je dokazala svojo nedolžnost, ko je vse se nekako umirilo, je hotela oditi iz tega prostora in na koncu je postala potem v Afriki, kjer je pač ustanovila svoj dobrodelni sklad in je nekako skušala povezati otroke iz Mombase, ki so se tam po cesti potikali, trpeči in je jaz prav povezovati se z našo državo. Potem nekako iz avtoradne odpeje tiste kontejnerje tja, nekako tam izgradi neko območje, kjer so ti otroci bivali in na koncu, kaj se zgodi, ona postane žrtev spet mednarodnih kriminalcev, ki jo pozneje tudi ugrabijo. Ampak to se zgodba seveda ne zaključi, kako se zaključi, ne bomo izdali. Balkanska lepotica je roman, ki je napisan tako kot roman mora biti napisan, je verljiv, dinamičen, naplet, se pravi, da preče od začetka do konca zgodba in ta njegova umeščenost v tako neka zgodovinska dejstva in v prepoznavno okolje
Je pravzaprav odgledan roman, tako kot založba našega ranga smo zelo zadovoljni, da je avtor želel sodelovati z nami, kot tudi, da lahko predstavljamo knjigo zdaj v tem njegovem domačem okolju, na tej čudoviti prireditvi, nekaj izvodov, potem je 20 evrov, če nekaj mi uvedejo, meni imamo tudi sabo, če bi si kdo želel roman odnesti domov. Mislim, da so kar je bistvenega o tem povedala. Še enkrat najlepša hvala, da ste nam kot založbi, ki deluje v tem lokalnem okolju in seveda so naše knjige v tem prisotne po celotni Sloveniji in določenih naslovi kot je ta roman, nič manj odmevni kot ostale slovenske knjige, ampak delovati v lokalnem okolju predstavljajo tudi nekaj dodatnega truda, osebne angažiranosti, neprespanih noči, bi rekel, tako da upam, da ni to tvoja zadnja knjiga, ki jo predstavljamo, kako tudi, da kot založba, ki zelo aktivno se trudi za ohranitev založništva v tem marsičem, prekmurskem, prleškem, deficitarnem okolju, obstanemo in se še kdaj srečamo na tem odru z kakšnim Borisovim ali pa tudi kakšnim vašim projektom. Najlepša hvala. Tudi jaz se še posebej enkrat zahvalim, da res sem imel to priliko, hočem samo povedati to, kot je rekel Robert, ni to zadnja stvar. Balkansko repetico sem najprej napisal kot eno knjigo, nek 300, nekaj posebej stranih, ampak pozneje sem nekako dobil sem toliko teh raznih iz cele Slovenije, ki se ti govore, berejo po cele Slovenije, so kar lepo sprejeli, da bi radi, da se nadaljuje. In seveda sem se odločil, da bom tudi nadaljeval in moram povedati, da mi lepo teče, sem nekaj na polovici naslednjega dela, tako da če bo vse po sreči, se bo pojavil nekaj novega, ampak obe knjigi se lahko samostojno bere, tako da zdaj ta naslednja je povezana s to, nekako sem mogel vse to spet vklopiti, to je ogromno dela, kot je Robert rekel, jaz sem v tem zadnjem času napisal več kot 1000 strani, ker malo pred tem je iskal knjiga ljudje, pod med dvema rekama pri založbi Primus v 2 delih in tudi tisto so zdaj začeli brati tako, da me nekako, zdaj ko imam čas, ko sem se nekako distanciral od svojega poklica, mi nekako to edina neka želja, da naprej pišem, da ustvarjam in s tem nekako živim v svojem svetu, ki ga imam rad, kulturo in se zdaj to lahko bolj izražam. Seveda, zelo sem vesel, da tudi Veržej kultura vedno teče in ima napredek in vedno je nekaj novega, vedno se nekaj pojavi in zelo rad bom še prišel, če me boste povabili to dvorano in še kaj predstavljati. Hvala lepa. Ja, najlepše vabljeni k branju balkanske lepotice in še enkrat najlepša hvala, da so bila lahko del te čudovite prireditve. Hvala. Cenjeni obiskovalci, zahvaljujem se vam za obisk in vam želim lep kulturni praznik. Razmišljajte v teh dneh o življenju, kulturi in umetnosti. Naj vam to daje spodbudo za polno in srečno življenje. Zdaj pa vas vse vabim še na skupno druženje v preddverju dvorane.